Pozdravljeni. Verjetno je marsikoga izmed vas zmotilo, da sta bila Charles Leclerc in Pierre Gasly diskvalificirana zaradi previsoke obrabe pnevmatik in posledično prenizke mase bolida. Ampak tudi pri FII delajo na tem. Poglejmo si, kaj predlagajo. Epizoda iz velike nagrade Kitajske pa verjetno v spominu mnogih navdušencev ne bo pustila takšnega vtisa, kot jo je pustila diskvalifikacija Georgea Russella na veliki nagradi Belgije v sezoni 2024. Seveda, tako pri diskvalifikaciji Gaslyja, Leclerca kot Russella gre v bistvu za eno in isto zadevo. Ampak George Russell na takratni veliki nagradi Belgije je ciljno črto prečkal kot prvi. V trenutku se je spremenil iz zmagovalca v največjega osmoljenca oziroma poraženca. In zakaj? Ker so se pri ekipi sredi dirke odločili za spremembo strategije. Niso upoštevali, da ukolikor se ustavijo enkrat manj, bo tudi obraba seta pnevmatik višja. In ker bo višja obraba, bo pnevmatika izgubila določeno količino gume in zato je veliko tveganje, da bo imel bolid na koncu prenizko minimalno maso. In da se bomo bolje razumeli. Ta kepa, ki jo imam tu v roki, je seveda sestavljena iz teh drobcev gume, ki odpadajo in tehta nekaj več kot 300 gramov. In seveda, če si sedaj predstavljamo, da ima bolid Formule 1 4 pnevmatike in da vsaka izmed njih izgubi določeno število teh gumijastih drobcev, nam je takoj jasno, kje so tisti kilogrami, ki na koncu zmanjkajo. Mnogo polemik je bilo v primeru Georgea Russella, kajti na veliki nagradi Belgije ni tako imenovanega častnega kroga, kjer vozniki nalašč zapeljejo izven najhitrejše linije in zberejo takšne drobce, kot sem vam jih pokazal, prav zato, da dvignejo minimalno maso celotnega bolida. Ampak častnega kroga ni bilo za vse nastopajoče. Edino George Russell je bil tisti, ki so ga dobesedno dobili. Ampak mnogi se bodo spraševali, zakaj? Generalno gledano je masa bolida izjemno pomembna. Vsak kilogram višje mase pomeni konec koncev počasnejši bolid. V enem izmed predhodnih prispevkov smo prišli do nekega pavšalnega zaključka, da bi lahko kilogram pomenil celo sekundo in pol v celi dirki, zaokroženo, posplošeno, zato da imamo nek občutek. In prav zaradi tega so pri ekipah izjemno pazljivi. Njihove šasije v tem obdobju so že toliko napredovale, da so v bistvu pod tisto minimalno določeno maso. In pred začetkom obdobja Parc Fermé morajo pri ekipah dodati uteži. Ampak pri izračunih je izjemno pomembno vedeti tudi, koliko bo tehtal set pnevmatik in koliko obrabe morajo pri tem upoštevati. In sedaj je verjetno vsakomur izmed nas jasno, da če napravijo izračune na strategijo z 2 postankoma in to sredi dirke spremenijo, se lahko dokaj hitro zgodi, da bo bolid na tehtnici pokazal seveda prenizko številko. In mnogim navdušencem prvič takšna diskvalifikacija se zdi na prvi pogled nepoštena, nerazumljiva, nekateri bodo dejali neumna,
Po drugi strani škodi onemu, kar Formula 1 postaja. Torej šovu, zabavi in ne toliko šport. A tokrat bomo videli, kako v sezoni 2026 skušajo pri Formuli 1 odpraviti to težavo. Namreč spremenili bodo metodologijo. Najprej moramo razumeti, kakšna je minimalna predpisana masa. In seveda vsakomur izmed nas je jasno, da minimalna masa je tista, kjer se upošteva voznika, ampak izključi gorivo. In minimalna masa, na primer v lanski sezoni, je bila 798 kilogramov. Letos je 2 kilograma višja, ker so dvignili seštevek voznika z varnostno opremo in seveda sedežem, ki je namenjen le njemu. Torej, sedaj iz 80 kilogramov se je ta postavka dvignila na 82 kilogramov. In seveda jasno je, če voznik nima telesne mase tako visoke, na primer Yuki Tsunoda, ki je manjše rasti, mu morajo dodati na primer uteži na sam sedež, da tako doseže tisto minimalno predpisano oziroma da doseže v seštevku pravo cifro. V sezoni 2026 bomo videli prvo občutno znižanje minimalne mase v zadnjih desetletjih, približno za 4%. Iz 800 kilogramov se bo ta znižala na 768. Ampak to absolutno ne reši težave, ki smo jo videli tako pri Georgeu Russellu, kot pri Pierru Gaslyju in seveda Charlesu Leclercu. Obraba pnevmatik bo še zmeraj aktualna in izguba mase na tem elementu bo nekaj, kar bodo morali pri ekipah še zmeraj upoštevati. Ampak ali sedaj ne bodo pri ekipah menjali strategije sredi dirke ali bodo nekako dodali večjo uteži, da bodo zagotovo na oni varni strani, ukolikor se zgodi kaj takega. Pri FIA so si zmislili nekaj drugega. Prvič napraviti dve ločeni razpredelnici, dve ločeni minimalni masi. Ena bi veljala za kvalifikacije, kar se tiče dirke za veliko nagrado in sprinta, po drugi strani bi imeli drugo, ki bi pa veljala na samih dirkah za veliko nagrado in pri vseh ostalih delih dirkaškega vikenda. Ampak ni še vse. Nekako želijo standardizirati tudi maso pnevmatik. Čeprav tu v literaturi se rabi v raznih člankih izraz pnevmatike, a sam menim, da bo šlo bolj za maso celotnega kolesa. A da se bomo bolje razumeli, kar se tiče kvalifikacij, pa naj si bo to na sprintu ali pa na tistih za dirko, kar se tiče velike nagrade, je minimalna masa po novem 726 kilogramov plus standardizirana masa samih pnevmatik. In tu vidite, da med 726 in seveda 768 je tolikšna razlika, da so verjetno mislili na set koles. Kar se tiče dirke, so znižali to omejitev še za 2 kilograma na 724. Da ne bo pomot, da ne bo nesporazumov. Obstaja bistvena razlika med pnevmatiko in kolesom. Kot smo že mnogokrat govorili, na primer je guma tisti material, iz katerega je delno sestavljena pnevmatika. In seveda pnevmatika skupaj s platiščem in varnostno matico poenostavljeno sestavlja kolo. In verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, kako bo to izgledalo. Namreč ta povprečna standardizirana masa bo določena na setu 50 kompletov
pnevmatik, ki jih bodo preizkušali na tistih posezonskih testiranjih, ko se bo letošnja sezona v Abu Dhabiju zaključila. In nato verjetno bodo sestavili set, ki ga bodo rabili pri tehtanju. Ko bo voznik prišel do tehničnih komisarjev, bodo sneli tiste sete, ki jih je imel na dirki, namestili one, ki so nekako standardni, in ga poslali na tehtnico. Namreč verjetno ste videli, da tehtanje v Formuli 1 je pač tisto, kjer na 4 tehtnice postavijo bolid in 4 tehtnice se nahajajo točno pod kolesi. Zato dvomim, da bi tehtali brez nameščenih koles in nato prišteli neko številko. Kompleksna zadeva, ki na prvi pogled izgleda izjemno nepraktično. Bolje bi bilo reči, da je masa takšna in takšna, seveda standardiziranim ali pa novim setom pnevmatik, ki bi ga verjetno lahko mehaniki brez težav prinesli tik pred tehtanje in nato seveda namestili. A verjamem, gre le za predlog, kateri bo še do svoje uveljavitve lahko mnogokrat spremenjen. A vidimo lahko, da se tudi tu dogajajo določene spremembe, določeni koraki naprej, samo zato, da ne bi videli več takšnih epizod. A za konec še v razmislek. Vkolikor bi v vsej zgodbi na primer bil diskvalificiran samo Pierre Gasly zaradi tega prekrška, a mislite, da bi prišlo do kakšnih takšnih pobud, kot so te, o katerih smo govorili? Po mojem mnenju ne. Vkolikor so vpleteni vozniki bolj spredaj, je tudi reakcija publike in posledično FIA drugačna. In to, vsaj po mojem videnju, ni prav. A za danes, kar se tiče tega, recimo mu aktualnega problema, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.